Zagrizli bomo v svet, motivno-tematski svet Cankarjeve dramatike, in sicer, da bi dobro razumeli torej teme in motive, ki jih je Cankar v posamezni drami obravnaval, moramo razumeti celotne družbeno-zgodovinske okoliščine, torej v tistem času, torej nekako na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Prepričana sem, da ste že tekom pouka književnosti že večkrat omenili, da je vsako literarno delo, ali je to drama, ali je to poezija, ali je to proza, karkoli pač nastane glede na neke okoliščine, ki se v takratni družbi dogajajo. In nič drugače ni bilo pri Cankarju, zato lahko nekako rečemo oziroma moramo osvetliti to ozadje. Najprej takratne politične razmere na Slovenskem. Slovenci smo bili na prehodu iz 19. v 20. stoletje razdeljeni na dežele, saj veste, Štajerska, Koroška, Krajinska in tako naprej. Prav tako pa je bilo ta začetek 20. stoletja zelo tudi politično buren, namreč takrat so potekale pri nas deželno-zborske volitve, in sicer za glasove volivcev so se takrat bojevale tri večje stranke. Prva je bila ta klerikalna stranka, ki je potem, kot lahko vidimo tekom poteka dram, tudi zmagala. In sicer ta klerikalna stranka je imela predvsem torej privržence duhovščine. In ta klerikalna stranka se je zavzemala za to, da bi torej otroke, ljudi na splošno, poučevali in izobraževali pač duhovniki na splošno, se pravi duhovščina, da bi na tak način vnesli neke norme in vrednote iz krščanstva in jih prenesli direktno na ljudi in bi potem ljudje bili na tak način tudi mogoče bolj ubogljivi. Skratka, klerikalna stranka torej ima več privržencev med duhovniki oziroma med duhovščino na splošno. Potem je bila druga liberalna stranka, ki se je zavzemala zelo za torej liberalne svobodnjaške nazore. Zavzemala se je za svobodo na vseh mogočih področjih in tudi v naš prostor prevzemala oziroma privabljala neke naprednejše ideje, kar pa seveda predvsem duhovščini ni bilo najbolj všeč. Tudi Cankarju ta liberalna struja ni bila po godu. Potem je pa še ta tretja stranka, Jugoslovanska socialdemokratska stranka, kateri je pripadal tudi Cankar. Ta ni bila tako močna, v bistvu ni imela toliko privržencev kot klerikalna in liberalna, je pa imela največ ljudi oziroma privržencev med delavstvom. Potem moramo zagotovo omeniti razmere takratni slovenski kulturi. Zdaj, ko govorim o kulturi, mislim predvsem na splošno, torej v bistvu kako so takrat cenili umetnike oziroma kakšno umetniško vrednost so dali posameznim umetnikom. Zdaj, kot lahko v bistvu sklepamo iz Cankarjevega pogleda, umetniki takrat v družbi niso bili najbolj zaželjeni in tudi ne kakršnikoli izobraženci, v bistvu vsak, ki bi opozarjal na družbene razmere. Se pravi, raje so imeli tiste umetnike in kulturnike, ki so recimo bili tiho, delali po nekih načelih vodi, medtem ko tiste, ko so pa res opozarjali na neke družbeno-politične probleme, recimo tako kot je Cankar v komediji Za narodov blagor, pravi, da na oder postavi vso to ljubljansko, meščansko družbo, no, takih umetnikov pa niso marali. Potem pa se krepi seveda tudi slovenska buržoazija oziroma malo meščanstvo, ki jo je Cankar v vseh svojih dramah, lahko rečemo, tematiziral in jo nekako torej gledal zviška. To je ta ljubljanska torej družba, ki se je imela za vrh slovenske inteligence in kulture. To so bili tisti izobraženci, ki so se zavzemali za torej narodov blagor, in to so bili tisti, kot jih Cankar tudi poimenuje, rodoljubi, tisti, ki so se samo nekako navzven tudi zavzemali za dobro ljudi. In moramo se zavedati, da je prehod iz 19. v 20. stoletje seveda tudi zelo zaznamovala industrijska revolucija, zato se je tudi krepil ta sloj meščanskih kapitalistov. To so bili tisti, ki so imeli v lasti proizvajalna sredstva, in na drugi strani se je krepil tudi sloj delavstva, ki je bil pa strani teh kapitalistov zelo izkoriščan. In ne nazadnje, ki je torej mesto izobraženca. Zdaj Cankar v vseh svojih dramah vnaprej, torej v ospredje postavi nekega izobraženca oziroma umetnika, posameznika, ki se pač bori proti trenutnim družbenim razmeram. In ta izobraženec v družbi seveda ni zaželen, zato ker prinaša neke napredne ideje oziroma ima neke svoje ideje, načrte, kako bi družbo naredili pravičnejšo, kar pa seveda vodilnim ni bilo nikoli po godu.